Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Župan z vami. Tokrat gostimo župana Mestne občine Velenje, gospoda Petra Dermola, in nismo v njegovih prostorih, v prostorih Mestne občine Velenje, ampak v prijetnem ambientu Viste, kjer je v ozadju tudi naše krasno jezero. Župan, lepo pozdravljeni in hvala lepa, ker nas gostite na Visti. Ja, dobrodošli, seveda vedno znova in znova tukaj na Visti v prijetnem ambientu. Za nekatere romantičen, za druge adrenalinski, verjetno vsakemu lahko nekaj da in pravzaprav je tudi namen te Viste, da se različni ljudje lahko tukaj družijo. V današnji oddaji bomo preverili aktualno dogajanje v Mestni občini Velenje, sicer pa, gospod župan, lahko rečemo, mesec maj je za nami, mesec mladosti. Veliko pozornosti v Mestni občini Velenje posvečate prav mladim. Ja, načrtno, to smo pravzaprav že pred 2 letoma, ko sem tudi začel mandat, poudarili, da si želimo, ne glede na to, da je mesto že prijazno mladim ljudem, še bolj okrepiti to zavest, da mladi imajo tukaj kaj početi, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali priložnosti za mlade. In dan mladosti je pa poseben dan, ki ga tradicionalno obeležujemo v Mestni občini Velenje že mnoga leta. Dan, ob katerem seveda se družimo z našimi osnovnošolci, z dijaki. Letošnjem letu, tako kot v preteklih letih, smo organizirali tudi športne igre na mestnem stadionu in tudi širše po Velenju. Sprejeli smo na ta dan tudi mlade moderatorje, ki smo jih izbrali v šolskem centru, jim dali priložnost usposabljanja. Na ta dan smo izdali tudi publikacijo, kaj lahko mladi počnejo v Velenju in kaj jim pravzaprav Velenje ponuja, tako da je ogromno teh stvari. In sem izjemno vesel, da sem bil prisoten tudi na Titovem trgu, kjer so osnovnošolci in dijaki zaplesali klasično povorko. Tako da, ja, veliko lepega je bilo in je včasih naporno, ampak ko vidiš to mlado energijo, potem je pravzaprav to tudi nekaj najlepšega, kar doživiš. Se mi zdi, da vam prav mladi dajo toliko pozitivne energije pri vašem delu in ustvarjanju? Lahko rečem, da vsi ljudje mi dajejo neko energijo, vsak človek lahko da neko posebno energijo, pa tudi posamezne starostne skupine. Tudi pri starostnikih se prijetno počutim, je pa res, da je občutiti to razliko v razmišljanju, v pristopih, da se je treba temu tudi prilagoditi in da moraš tudi razumeti, seveda, kako razmišljajo mladi na eni strani, na drugi strani tudi kako starejši. Omenili ste, da ste v mesecu maju izdali brošuro Velenje za mlade, toliko koristnih informacij v njej. Ja, vesel sem, da so sodelavke in sodelavci skupaj z ostalimi partnerji organizirali, pripravili vso to vsebino, jo dali v en skupni nabor, s katerim pravzaprav kažemo in dokazujemo, kako zelo veliko priložnosti Velenje ponuja mladim ljudem, tako na področju izobraževanja, športa, kulture, prostočasnih aktivnosti, skratka vsega tistega, kar imamo v Velenju. In imamo zelo veliko, še več bomo seveda poskušali tudi narediti v prihodnje, ampak mladci, ko seveda načrtuješ neko svojo življenjsko pot, ko se šolaš, ko razmišljaš, kakšna bo tvoja prihodnost, kam se boš usmeril, kaj bo potem, kako boš reševal stanovanjske problematike, kako bo zdravstvo dostopno in vse te so stvari, ki seveda tudi mlade zanimajo, in s to brošuro smo pravzaprav mladim tudi poskušali čim bolj enostavno in prisrčno prikazati, kaj Velenje ponuja. No, na začetku oddaje veliko pozornosti posvečate prav mladim. Kaj to pomeni? Želite, da se po končanem študiju vrnejo nazaj v Velenje, si tukaj ustvarijo dom, dobijo delo? Ja, seveda sem že včeraj tudi povedal, da sam sem lokal patriot, tako da bi si želel, da mladi sploh ne bi šli izven meja naše lokalne skupnosti in da bi vsi tukaj ostali, ampak po drugi strani je prav, da mladi tudi imajo možnost, da gredo ven, mogoče ne samo iz Velenja, ampak celo iz Slovenije, da okusijo in pridobijo izkušnje tudi iz drugih krajev, iz drugih držav in potem seveda tudi znajo toliko bolj ceniti, kaj domače mesto ponuja. Jaz si želim, da bi Velenje bilo z področja izobraževanja v prihodnosti še bolj
privlačno. Tudi zaradi tega veliko sodelujemo z Univerzo v Mariboru, kjer se na nek način dogovarjamo tudi, da bi določene programe še umestili v izobraževalne procese prav na lokaciji Mestne občine Velenje. Sam sem tudi na nek način v zadnjih mesecih že večkrat izrazil idejo in pobudo tudi do sodelavk in sodelavcev, da imam željo, da bi tukaj nekje v Velenju bil postavljen tudi dijaški dom ali pa seveda predvsem študentski dom. S tem bi tudi zagotovili, da bi ljudje od drugod prihajali na izobraževanje v našo skupnost in s tem bi seveda tudi naše mesto lahko raslo. Tako da izzivov na področju mladih je seveda ogromno, se jih veselim, se jih ne bojim in mislim, da mladi to prepoznajo, vsaj po tem občutku, kolikor imam in ko se gibljem med mladimi ljudmi, da znajo to spoštovati, ceniti. Pa vseeno, Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje, konkretno recimo zdaj za mlade, tudi rešitev stanovanjske problematike, komunalni prispevki. Ja, mi smo se odločili na prvem generacijskem forumu, odprli smo se tematike, kaj mlade zanimajo. Takrat smo sprejeli odločitve, da seveda potrebujejo delovna mesta, potrebujejo stanovanja, potrebujejo kvalitetno izobraževanje in štipendiranje. Zato smo tudi seveda v tem koronskem času sicer nekoliko težje, ampak spremljamo štipendijsko politiko, ki jo imamo, predvsem za deficitarne poklice. Tukaj aktivno sodelujemo z gospodarstvom, da pristopijo k temu štipendiranju. Tukaj lahko rečemo, da smo bili uspešni. Kot obljubljeno bomo tudi naredili eno analizo zdaj po tem letu, ali je ta štipendijska shema dobra, ali lahko še karkoli izboljšamo. Ampak vse to počnemo seveda skupaj z mladimi, da smo takrat se potem tudi dogovorili, da bomo objavili poseben razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj izključno za mlade ljudi. Ta postopek je stekel, mladi so bili vključeni v pripravo, zdaj smo prvi razpis objavili, tako da z ponosom lahko rečem, da bomo čez nekaj tednov tudi prvih 5 stanovanj oddali mladim ljudem. V tem času smo tudi znižali komunalni prispevek za 50% pri reševanju prve stanovanjske problematike oziroma gradnje in še mnoge druge stvari. Skratka, veliko stvari smo naredili. Vse to na nek način stane, ampak po drugi strani je seveda se ti vse skupaj povrne v obliki ljudi, v obliki, bom rekel, srečnih ljudi, ki lahko potem ustvarjajo in vračajo našemu mestu tudi v drugačni obliki. Pa dobivate potem povratne informacije od mladih, so veseli, zadovoljni? Mladi so, lahko rečemo, zelo zahtevni po eni strani, ampak ja, jaz občutim to pozitivno energijo, ta pozitiven pristop. Tudi hvaležnost? Tudi hvaležnost, vsekakor. Bo pa verjetno še marsikaj potrebno postoriti, saj se zavedamo, zato tudi ciljno smo usmerjeni v prihodnost, v sklop prestrukturiranja, ker večkrat povem, da nova delovna mesta niso samo delovna mesta, ki so namenjena za prekvalifikacijo rudarskega kadra, ampak tudi ali pa predvsem za ustvarjanje priložnost in delovnih mest mlajšim generacijam, torej ti mladi, ki se danes izobražujejo, da vedo, kje se bodo lahko zaposlili. Zato smo tudi pristopili na zadnjem generacijskem forumu k predstavitvi poklicev prihodnosti. Skratka, veliko priložnosti bo in pa, da bomo približno 1/3 od 400 stanovanj, ki jih bomo zgradili v naslednjih 3 do 4 letih, namenili izključno mladim ljudem. To je nek prispevek. Poleg tega bomo seveda, tako kot smo že sedaj začeli, tudi subvencionirali oziroma pomagali priti do kredita, tako da bomo tudi sami prispevali določena finančna sredstva. Skratka, s takšnimi ukrepi si prizadevamo in si bomo prizadevali, da bodo mladi ostajali v Velenju. Omenili ste medgeneracijski forum, udeležili se ga je veliko mladih dijakov in tudi učencev. Zakaj je bil tako pomemben? Pomemben je z mojega videnja predvsem zaradi tega, da pridobimo zaupanje ne samo mladih, ampak zaupanje javnosti.
da načrte, ki smo jih predstavili v sklopu prestrukturiranja, da so uresničljivi in da prva faza prestrukturiranja pravzaprav že poteka. Mi lahko rečemo, da smo bili izjemno uspešni do tega trenutka pri privabljanju različnih investitorjev. V naše okolje prihajajo investitorji z področja farmacije, zelenih tehnologij, robotike, IT tehnologij. Vse to so pravzaprav delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost in so na nek način poklici prihodnosti. Zato smo želeli seveda to približati javnosti in tudi na takšen način povedati in pokazati, da prestrukturiranje je tu. Mi smo postopke začeli, ne glede na to, kdaj se bo dejansko zgodil izstop iz premoga, kajti osebno sem prepričan, da 2033 letnica ne vzdrži, ampak mi bomo svoj del naloge vsekakor opravili in ustvarili tu te pogoje za normalno in dostojno življenje. V vsakem trenutku nam je pa seveda cilj, da razpršimo delovna mesta na različne sektorje, da nismo zgolj odvisni od Gorenja ali pa od premogovnika Velenje in da, kot vidimo, potrebovali bomo kadre farmacije, logistike, kemije, biologije, skratka veliko kadrov, robotike, veliko različnih kadrov in mislim, da s tem bomo tudi obogatili, bom rekel, našo družbo, naše Velenje in, kot sem že prej dejal, veliko tega se nam bo vrnilo. Omenili ste robotiko, tudi državno prvenstvo v Velenju, zelo uspešno. Ja, prvo državno prvenstvo, ki se je zgodilo v Sloveniji na področju ali pa na temo robotike, je bilo ravno v Velenju in to po zaslugi Velenjčanov. To sem vesel, ponosen, kajti vzorčno mesto skupaj z Ljudsko univerzo je pripravilo vse potrebno, tudi na nek način zlobiralo vse pri vseh možnih ljudeh, zato da smo prišli do tega državnega prvenstva, ki je bilo zelo uspešno. Ljudje se bodo, oziroma mladi zmagovalci so se tudi kvalificirali na svetovno prvenstvo. Skratka, je to nek prispevek in tudi s tem ali pa s takšnimi projekti seveda kažemo, da smo usmerjeni v prihodnost in da je konec koncev tudi robotika eden izmed poklicev prihodnosti. Če še malo ostaneva pri mladih, vedno poskrbite za novorojenčke, z velikim veseljem obiščete najmlajše v vrtcih, to je en tak vaš balzam za dušo in srce, pa nagradite osnovnošolce, najboljše seveda, tudi dijake velikokrat obiščete, jih sprejmete, tiste najboljše. Ja, veliko je različnih aktivnosti, dogodkov je ogromno, dela nam nikoli ne zmanjka, ampak kot sem že povedal, ko si med ljudmi, seveda je neka posebna energija, ljudje ti to vračajo s to pozitivno energijo in seveda ta energija potem ti tudi daje moč in voljo za delo za naprej. Druženje z vsemi starostnimi skupinami je seveda poseben čar. So pa res najmlajši tisti najbolj iskreni ljudje, se mi zdi, nepokvarjeni ljudje, ki niso obremenjeni s preteklostjo in tam se lahko velikokrat nasmejiš in bi si velikokrat sam želel seveda, da bi vsi bili tako brezskrbni ljudje, kot so ti naši otroci, ampak tako pač je, življenje je takšno, kot je, temu se moramo prilagajati in v danih okoliščinah resnično početi najlepše in najboljše stvari. Tako, gledalke in gledalci, zdaj smo spoznali delo z mladimi v Mestni občini Velenje, zdaj gremo na drugo tematiko, starejše. Ampak vseeno, župan, da vas še malo pobližje spoznamo, pogledamo vaš zasebni svet, kolikor dovolite. Kako se začne vaš delovni dan, toliko obveznosti, kako se to usklajujete? Usklajujejo kolegice v kabinetu župana. To je njihova vloga, njihova naloga. Jaz pač enostavno pogledam koledar, kaj me čaka. Seveda, idej imam ogromno, tako da vsako idejo potem mi tudi uspešno pripravijo, da jo potem realiziram. Tudi po noči pišete ideje? Največkrat po noči, ja. Zato, ker takrat imam tudi največ časa za razmišljanje. Drugače pa današnji dan se je začel športom, kajti šport mi daje tisto energijo za to, da posamezni dan res preživim optimalno, da sem čim bolj pozitiven, čim bolj sproščen. Nekateri seveda to energijo črpajo iz umetnosti, iz kulture, jaz pa iz športa in se mi zdi, da je to tisto, kar me na nek način tudi drži v kondiciji, zato da lahko upravljam vse to
te obveznosti, ki si jih na nek način zadamo skupaj. Ampak tudi recimo preskok, ena prireditev, recimo gospodarstvo, potem je že športna, kulturna. Ja, na začetku je bilo seveda nekaj težav, kako se temu prilagoditi. Danes nekih večjih težav nimam, kajti resnično dobro poznam vso dogajanje v Velenju, poznam tudi, bom rekel, društva, aktivnosti posameznikov, interesnih skupin, podjetij in je veliko lažje seveda se odzivati na dogodke, ki se ponovadi vrstijo na vsako uro, tako da lahko rečem, da je to poseben čar. Je pa res, da potrebuješ za to kar nekaj kilometrine, kar nekaj odrekanja. Je pa vsako leto seveda lažje, čeprav so tudi pričakovanja ljudi vsako leto višja. In še ena iskrena pohvala. Lepo je pogledati Facebook profil Mestne občine Velenje, pa tudi vaš osebni profil, kjer nekako občanke in občane obveščate, kaj se je dogajalo skozi dan. Ja, ljudje tudi v Velenju, pa tudi nasploh seveda velikokrat premalo pozornosti dajemo temu, kaj se v naši okolici dogaja, in se mi zdi prav, da če, bom rekel, sodelavci vlagajo nek napor v neke stvari, če neko društvo naredi nekaj dobrega za našo skupnost, če nek umetnik ustvari neko dodano vrednost, s katero se lahko Velenje pohvali, je prav seveda, da to približamo tudi občankam in občanom, pa tudi širši skupini ljudi. In zato seveda so te objave, temu so namenjene, in se mi zdi, da je to pravi pristop. Tudi ljudje potem znajo bolj ceniti, kaj pravzaprav Velenje ponuja in kaj tudi v konec koncev občinski upravi počnemo. Gledalke in gledalci, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol svojo ekipo ne pozablja tudi na starejše. Kaj to pomeni, če se dotakneva projekta oskrbovanih stanovanj na Žarovi? Ja, starejši so posebna kategorija. Lahko rečem, da so zelo, zelo zahteven sogovornik, ampak jih razumem. Velikokrat so starejši ljudje tisti, ki na nek način že imajo zelo bogate in dolge življenjske zgodbe za sabo. Nekatere so lepše, druge so mogoče manj lepe ali pa seveda puščajo neke posledice v posamezniku, zato je moje videnje, da je potrebno resnično graditi odnos s starejšimi v pravi smeri, jih poslušati, jih razumeti in potem seveda tudi poskušati pomagati. Z društvom upokojencev, naprimer kot tisto glavno organizacijo, ki pokriva starostnike, smo mnogo dobrega naredili, mnogo aktivnosti, ki smo jih začrtali pred 2 letoma, smo realizirali pravzaprav v prvem letu, tako da lahko rečemo, da imamo zelo dobre odnose in da si želim, da bi starostniki se v Velenju počutili seveda čim bolj prisrčno in da bi imeli čim manj teh negativnih obveznosti ali pa nekih konfliktnih situacij, ki spravlja človeka v slabo voljo. Kajti oni so svoje, za moje pojme, naredili predvsem v izgledu našega mesta, v razvoju našega mesta. Na nas pa je danes seveda, da poskrbimo za to, da bodo lahko dostojno živeli tudi v tem starostnem obdobju in zato moramo mi, naša generacija, seveda zavihati rokave, početi vse dobro. Oskrbovana stanovanja so ena izmed seveda ciljev, ki smo jih si postavili v tem obdobju. Lahko povem, da bomo v kratkem začeli za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, pravzaprav že v naslednjem mesecu se pričakuje tudi uvedba v delo, tako da oskrbovana stanovanja na Žarovi so realnost, prihajajo, so pa potrebe verjetno še nekoliko večje, zato tudi seveda bomo v prihodnje, kot sem že prej povedal, se zavzemali, da bomo tudi približno tretjino vseh stanovanjskih objektov ali pa prostorov namenjali starostnikom, tako v obliki varovanih stanovanj ali pa oskrbovanih stanovanj. Po drugi strani pa tudi komaj čakamo, da se zaključijo postopke nadgradnje doma za varstvo odraslih, kjer smo aktivni partner in pričakujemo, da bo v kratkem tudi izbran izvajalec, dokončno potrjen za izvedbo gradbenih del in da bodo gradbena dela seveda tudi na tem območju hitro stekla. Mogoče podrobnejši opis teh oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti v Velenju, koliko jih bo, velikosti, to je za eno oziroma za 2 osebi? Ja, čisto detajlo zdaj, koliko bo za eno osebo, koliko za 2 osebi, ne poznam, čeprav so mi ta projekt že predstavili, ampak toliko je teh zgodb, da potem človek tudi
malo pozabi. Gre pa za približno 15 novih stanovanj, ki bo namenjeno starostnikom, torej preko razpisa, podobno kot smo imeli na oskrbovanih stanovanjih že zgrajenih. Tako da lahko rečem, da pa morajo ta oskrbovana stanovanja biti usklajena z zakonodajo, da morajo imeti seveda vse tisto potrebno, kar starostnik potrebuje, in zato bomo tudi temu primerno uredili okolico mesta. Se mi zdi pa, da bo lokacija zelo primerna, kajti ne bo preveč osončena po eni strani, ne, in bodo ljudje mogoče tudi v teh toplejših krajih, ker starostniki so velikokrat raje v senci kot na soncu, seveda uživali v tem delu okolja, pa istočasno so v neposredni bližini mesta, središča mesta, pa tudi starega Velenja, tako da resnično bodo imeli veliko priložnosti za dogajanje. Vam v tem pokoronskem času starejši velikokrat pišejo, se obrnejo na vas s kakšnimi težavami? Ja, tega je kar ogromno. Kar se tiče stikov z ljudmi, je ogromno aktivnosti. Jaz se zavedam, da pri starejših je pravzaprav danes največja težava zdravstvo, dostopnost do zdravstva. Zdravstvo je neka rak rana, za katero tudi sam nisem verjel, dokler nismo začeli biti tako vpeti v samo delovanje znotraj lokalne skupnosti, kjer pravzaprav vidiš, da si velikokrat zelo nemočen. To, kar se danes dogaja v zdravstvenem sistemu, je nekaj, kar lokalna skupnost sama niti približno ne more rešiti ali reševati. Lahko rešujemo z nekimi parcialnimi, kratkoročnimi ukrepi, na sistemski ravni pa mora država poskrbeti. Danes se dogaja, da pravzaprav odliv zdravnikov iz Slovenije, ne samo ne iz Velenja, ampak iz Slovenije, tako velik, da zdravstvenega kadra ni, in korona je pokazala neke dobre stvari, pa tudi veliko slabih stvari. Tako da jaz si želim, da bodo zdravniki oziroma starostniki imeli zagotovljeno zdravstveno oskrbo. To vsekakor v vsakem primeru mora biti, in da bomo seveda poskušali tudi temu prispevati z svojimi ukrepi v skladu z možnostmi, ki so nam seveda dane. Omenili ste projekt Doma za varstvo odraslih. Kako je s tem zdaj? V izboru je izvajalec za gradbena dela. Težava je bila, ker so pač sredstva, ki so bila na razpolago, bila premala za projekte, ki so bili prijavljeni, oziroma za višino, ki je bila prijavljena, tako da so se morali zagotoviti dodatna finančna sredstva. Kolikor mi je znano, so ta finančna sredstva danes zagotovljena, tako da postopki tečejo dalje. Mislim, da bo v kratkem ta izvajalec gradbenih del tudi izbran. Takoj zatem, ko bo seveda podpisana pogodba, bo sledila selitev starostnikov ali oskrbovancev v Topolšico. Potem se pa začnejo dela, ki bodo trajala kar nekaj časa, tako da bo, bom rekel, ta del mesta kar obremenjen. Sedaj se tam izvaja dozidava, kar se tiče varstveno-delovnega centra. V naslednjem letu načrtujemo tudi centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. Skratka, veliko teh objektov se bo na tem območju obnovilo, nadgradilo ali pa dozidalo. Zato seveda se zahvaljujem tudi tamkajšnjim stanovalcem za vso potrpljenje in strpnost. Podobno kot je bilo v starem Velenju, ni prijetno, če imaš gradbišče pod oknom, ampak skozi to moramo iti, če želimo seveda vsem tem interesnim skupinam oskrbovancev zagotoviti dostojne pogoje za življenje, in mislim, da je to vloga lokalne skupnosti. Občanke in občani pa seveda moramo to sprejeti in tudi razumeti. Tudi varstveno-delovni center Saša v Velenju dobiva novo podobo? Ja, pridno se zaključuje ta objekt. Sicer po terminskem planu ne vem točno, kdaj je rok zaključka, ampak navzven seveda izgleda zelo lepo, dela potekajo nemoteno. Mi smo pa tudi se odločili, da bomo seveda še dodatno uredili zunanjo podobo tega dela, predvsem v bližini parkirišč in pa cestišča, tako da bomo tudi sami še na tem področju prispevali nekaj k boljšemu počutju, potem tudi seveda stanovalk in stanovalcev, kot seveda tudi samih oskrbovancev. Gospod župan, si pa svojo ekipo velikokrat ogledate ta gradbišča, preverite aktualno stanje, tudi tretjo razvojno os?
Ja, velikokrat, čeprav v tem mesecu še nisem bil na gradbiščih, ampak v kratkem računam v roku 14 dni, da bomo seveda ta ogled znova opravili, kajti takrat tudi največ vidiš, kako dela potekajo, pa tudi ugotoviš kakšne dodatne težave ali pa izzive, ki so v nekem delu našega mesta, tako da sodelavke in sodelavci morajo v vsakem trenutku vedeti, kaj se na gradbišču dogaja, to od njih tudi pričakujem, zato na naših jutranjih kolegijih tudi velikokrat seveda povprašam, tako da dobim te sprotne informacije, potem se pa odločim in grem tudi na samo gradbišče, na lico mesta in preverim, če je stanje takšno, kot mi ga tudi sodelavci predstavljajo. Kako pa izgledajo vaši jutranji kolegiji? Ja, zelo zanimivi. Vsako jutro se sestanemo ob 8 uri, kjer do 9 ure na nek način naredimo pregled stanja, torej kaj je bilo opravljenega v preteklem dnevu, če je kakšen nov izziv, nova priložnost in pa seveda, da tudi vodje uradov poročajo o aktualnih dogajanjih na posameznem področju, tako da lahko rečemo, da je to tudi na nek način zelo učinkovit sistem, kajti sproti rešujemo vse te težave ali pa vsaj, če vidimo, da težava ni takoj rešljiva, da na nek način damo ali pa sprožimo postopek obravnave tudi na pristojnih komisijah in službah in da potem seveda tudi dobimo take jasne in tehtne odgovore. Dobronamerne kritike so vedno dobrodošle, ampak povejte iskreno, znamo ljudje tudi pohvaliti, se zahvaliti za kaj, če je dobrega kaj v Velenju? Znamo, ampak zelo težko. To je vedno znova, zato tudi sedaj, ko hodim po krajevni skupnosti, ko se družim z krajani, vse v bistvu gremo med njih zaradi tega, da povejo, kakšne izzive še imajo posamezni krajevne skupnosti, ampak ko gre sestanek proti koncu, vedno v šali rečem, če še kakšna pohvala tudi, ne. Tako da, ja, so pohvale, niso tako pogoste, to je pač v ljudeh, pri vseh nas verjetno pohvala, da pač v spredje postavljamo tiste stvari, ki nam predstavljajo nek problem, neko težavo, kar je logično. Velikokrat je pa v Velenju nam tudi samoumevno, da je vse zastonj, da je vse na razpolago, čeprav je ozadje izjemno veliko odrekanja, veliko dela, veliko energije, pa tudi finančnih sredstev. Je pa res, da navzven to težko pokažeš ali pa to argumentiraš. Ljudje to občutijo, doživijo, verjetno nosijo to v sebi, ampak navzven pa mu nekoliko težje dajo. Veliko razmišljate o izzivih trajnostne mobilnosti, kamor spada tudi urejanje prometnih tokov v mestu. Če se zdaj dotakneva tega projekta, ki ste ga izvedli na Rudarski cesti? Projekt je bil izveden tudi na pobudo nekaterih sodelavcev, pa tudi zunanjih partnerjev, ki se ukvarjajo z trajnostno mobilnostjo. Res je, da tisti dan, ko je bila, oziroma 2 dni, ko je bila Rudarska cesta zaprta, sem tudi sam komaj čakal, da mine ta trenutek in da se cesta odpre, zato tudi se seveda iskreno opravičujem vsem tistim, ki so na tisti dan stali v vrstah, kjer je bila kolona resnično nepopisna in pravzaprav pokazala in dokazala, da Rudarske ceste v tem trenutku ni mogoče zapreti. Zakaj je bilo potrebno to cesto zapreti? Predvsem zaradi tega, da smo lahko dobili resnično jasne številke, kako se prometni tokovi spreminjajo v takšnem primeru, koliko avtomobilov v določenem obdobju potem preusmerimo na druga cestišča in se je pokazalo resnično, da zaprtje Rudarske ceste pravzaprav ni mogoče v tem trenutku pričakovati. Je to eden izmed ukrepov, ki je mogoče ga sprejeti na daljši rok, ampak šele takrat, ko bo seveda zgrajena 3. razvojna os, ko bo na nek način tudi tovorni promet izločen iz mestnega središča, ko bomo tudi mirujoči promet uredili, kajti naš cilj na področju trajnostne mobilnosti je zelo jasen. Prvo je, da uredimo podvoz pri Esotehu, s čimer bi potem tudi celoten promet, tovorni promet razbremenili Šaleške in Kidričeve ceste, to je do obdobja izgradnje 3. razvojne osi, ko bo 3. razvojna os, tako ali tako pričakujemo, da se bodo prometno tokovi celovito spremenili in takrat bomo tudi po posameznih odsekih ali pa delih našega mesta spremenili prometne režime. V tem obdobju, v mestnem obdobju pa predvsem delati na tem, da bomo poskušali čim več ljudi
pa ne toliko stanovalk in stanovalcev, ampak predvsem tiste delovne migrante, tako imenovane, ki se vozijo v središče mesta na delo, da izkoriščajo parkirne hiše. Tudi zaradi tega z naslednjim letom znižujemo ceno letne karte v parkirni hiši iz 250 na 200 evrov, kar je pravzaprav minimalen znesek. Če pogledamo druga mesta, 200 evrov plačujejo za garažno hišo na mesečnem nivoju, mi imamo še vedno na letnem nivoju takšen znesek, in da na nek način sprostimo ta parkirna mesta v samem središču mesta, ki bi pa naj bila namenjena bolj za stanovalke in stanovalci. Seveda to velja tudi za občinsko upravo, to vedno znova povem. Tudi ko smo začeli projekt zaprtja Rudarske ceste, sem najprej tudi na kolegiju povedal, da najprej je potrebno začeti pri sebi in da tudi vsi sodelavke in sodelavci, da pričakujemo od njih, da parkirajo v garažni hiši. Potem sem pa opazoval to samo dogajanje, pa lahko rečem, da 2-3 dni so se držali, 4. dan pa že manj. Tako da je resnično tudi pri sebi potrebno začeti, in če želimo seveda, da javnost razmišlja o tem, da je pripravljena sprejeti takšen izziv, moramo tudi sami narediti ta prvi korak. Ampak kot ste omenili, parkirne garaže, zelo ugodna cena, pa vemo, kaj se dogaja z vremenom v zadnjem času, tudi ena pametna rešitev za vse nas. Vsekakor, ampak ljudje smo navajeni, da se pripeljemo pravzaprav do delovnega mesta. Vse tudi sebe, če sebe gledam, mi je seveda najbolj enostavno, da parkiram takoj čim bliže svoji pisarni. Tako pač je, zato je pač potrebno seveda sprejeti nekatere ukrepe. Če pogledamo druga večja mesta po Sloveniji, so nekaj teh ukrepov že sprejeli. Velikokrat tudi radi povemo, koliko je bilo takrat negodovanja, ko je ljubljanski župan zaprl to glavno cesto. Takrat bi ga najraje seveda vsi skupaj spravili iz Ljubljane, ampak po enem mesecu so pa začeli, ko so ljudje to sprejeli, videli, da je to bilo nekaj zelo dobrega, nekaj zelo pozitivnega. In vedno je tako, na začetku je seveda težko neko spremembo sprejeti, potem pa, ko vidiš, da je pravzaprav to sprememba za neko boljše počutje, boljše življenje vseh nas, pa ljudje to dojamejo in potem seveda tudi vse skupaj steče lažje in vsi problemi potem izginejo. Za zdravo telo na kolo, bomo rekli, kolesarske poti, tudi osebno radi kolesarite? Rad kolesarim, čeprav časa mi za to zmanjkuje, tako da zdaj največkrat z svojo hčerko, kar seveda pomeni, da gre vse skupaj nekoliko bolj počasi, ampak je toliko bolj prisrčno. So pa vsekakor kolesarske steze posebna priložnost. Jaz mislim, da bomo morali v kratkem tudi pripeljati še kakšnega interesenta ali pa investitorja, ki bi bil pripravljen tudi na tem področju ponujati neko kolesarsko opremo ali pa izposojo koles, zato da bomo seveda tudi turistom in pa konec koncev tudi občankam in občanom omogočili, da bodo tudi po vseh teh regionalnih kolesarkah, ki se danes gradijo, lahko uživali. Mislim, da bo to en res zelo velik in poseben prispevek našemu okolju in seveda bomo morali tudi svoje aktivnosti in dejavnosti temu prilagoditi. Gledalke in gledalci, preden predstavimo, kaj se obeta v Šaleški dolini v prihodnje, pa mogoče, da pokažemo ta res prijeten ambient tukaj na Visti v Velenju. Gospod župan, recimo se lahko malce pošaliva, pa tudi resno, tisti, ki ne gredo na morje, imajo morje tukaj v Velenju. Jaz vedno se spomnim besed našega župana prejšnjega, Bojana Kontiča, ko je dejal, da pravzaprav je velenjska plaža zastonj in mora biti zastonj, zato ker tudi vsi ljudje nimajo možnosti iti na morje. In je prav, da Velenje ponuja te občutke, kako je ležati na plaži, kako se je kopati, in mislim, da smo ljudje to zelo dobro sprejeli in da je ta velenjska plaža resnično čudovit kraj, čudovit ambient z vsemi, bom rekel, projekti, ki jih še predvidevamo na tem območju. Sem pa prepričan, da bo čez približno 5 let verjetno to območje še veliko bolj atraktivno, bolj prijazno, pa tudi veliko širše. Tako da nas čaka tukaj še veliko lepih užitkov, zato predlagam, da uživamo v teh krajih naših. Še labodi uživajo v današnji oddaji? Ja, ne vem jaz, kje so, ampak v spredju jih tu pa tam vidim kakšnega. Imamo pa kar nekaj labodov, labodih družin,
so poseben čar. Velikokrat se ljudje ustavljajo in se ne pustijo kaj dosti motiti labodi, tako da mislim, da so to neka posebnost tudi našega jezera. Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje. Šaleško dolino zdaj v prihodnosti čakajo korenite spremembe, prestrukturiranje. Kaj se dogaja s poslovno cono Stara vas? Poslovna cona pridno raste, kot sem že prej povedal, vesel sem, da smo privabili nove investitorje. Če pogledamo, da je kar nekaj objektov že danes vidnih, da se 2 objekta pravkar zaključujeta, eden je še v izgradnji, mi načrtujemo tudi izgradnjo tehnološkega inkubatorja na tem območju. Dvema farmacevtskima podjetjema smo že prodali zemljo, tako da že pripravljate projektno dokumentacijo. Gradnja bi se naj začela naslednjo leto. S podjetjem Tikijem smo tudi podpisali pogodbo o odkupu zemljišča, kjer tudi potekajo priprave na začetek gradnje. Zelo sem ponosen na naše inkubirano podjetje Malinca, ki je pravzaprav zraslo v nekaj letih v podjetje, ki je kapitalsko tako močno, da lahko sami investirajo v svoje poslovne objekte, zato tudi grejo znotraj poslovne cone. V ozadju imamo še, lahko rečem, 2 ali pa 3 podjetja, ki se ukvarjajo pretežno z robotiko, tako da so tukaj nekatere sladke skrbi, predvsem imamo pa skrb ali pa obveznost, da poskušamo čim prej umakniti daljnovod, ki na nek način seka to poslovno cono. Ko bo seveda ta daljnovod odstranjen, se bodo odprle še nove priložnosti in prepričan sem, da je teh 1000 do 1500 delovnih mest, novih delovnih mest z višjo dodano vrednost do leta 2027 vsekakor dosegljivo, več kot dosegljivo, pa tudi sem prepričan, da kolikor ne bo nekih gospodarskih kriz, da lahko tudi to številko 5000 delovnih mest seveda zagotovimo do izstopa iz premoga. Vsekakor pa bomo na tem področju tudi v prihodnjih tednih in mesecih poskušali se sestati tudi z Vlado Republike Slovenije, da seveda tudi od njih, z njihove strani slišimo, kako so pripravljeni pomagati. Lahko rečem, da investitorje, ki smo jih danes pripeljali v naše okolje, smo pravzaprav pripeljali sami, brez neke pomoči resornih ministrstev, in jaz upam, da se bo to spremenilo in da bomo seveda imeli na ravni države s to novo vlado sogovornika, ki bo pripravljen tudi na tem področju sodelovati. Kaj pa samo prestrukturiranje ne prinaša sprememb le na podjetniškem področju? Kaj to pomeni za področje kulture, umetnosti, športa? Pravzaprav se moramo prestrukturirati kot družba, kot posameznik, kot celotna družba, ki živimo tukaj v Velenju, tudi na način, da spreminjamo svojo miselnost in da sprejemamo nekatere spremembe, ki so na vidiku, in spremembe moramo seveda ustvarjati ali pa realizirati zato, da bo nam tukaj še lepše in še boljše. To je nek splošen cilj. Seveda v tem oziru gredo tudi prestrukturiranje, kar se tiče kulture, umetnosti, športa, tudi zdravstva, izobraževanja. Skratka, vse to so dejavnosti, ki morajo v tem prestrukturiranju imeti svoje priložnosti in morajo iz teh priložnosti oditi kot zmagovalci. Ko se danes pogovarjam z temi novimi investitorji, me je najbolj pozitivno presenetilo ravno to, da so pripravljeni vlagati in da so mi že tudi pravzaprav ponujali možnost aktivnega sodelovanja na področju družbenih dejavnosti. To seveda pomeni, da so se pripravljeni povezovati z kulturniki, z umetniki, z športniki, da jim poskušajo pomagati pri njihovih aktivnostih, in kultura, umetnost v našem mestu na izjemno visoki ravni in mi vsa ta leta seveda podpiramo to kulturo, to umetnost in si želimo, da bi to skupaj s prestrukturiranjem raslo. Tako da bomo temu področju namenjali zelo veliko pozornosti in, kot rečeno, močnejše kot bo gospodarstvo, tako kot je nekoč bilo tukaj, več priložnosti bo tudi za, bom rekel, povezovanje gospodarstva in pa tega drugega dela družbenih sektorjev, kjer lahko potem ustvarjamo neko dodano vrednost. Velenje je znano po dobrih športnikih, po odličnih kulturnikih in mislim, da lahko z to kohezijo, seveda medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem, to še samo nadgradimo.
Na junijski seji sveta boste poleg poročila komunalnega podjetja Velenje za leto 2021 predstavili tudi osnutek akcijskega načrta preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Kaj prinaša ta dokument oziroma so v njem že predstavljene rešitve za daljinsko ogrevanje? To je dokument, ki ga pripravlja komunalno podjetje Velenje skupaj z partnerji. Dokumenta še nisem v končni obliki dobil, so bila pa seveda izhodišča jasna, da mora iz tega dokumenta izhajati, kakšne so prioritete v tem trenutku za začetek zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja in kaj pravzaprav moramo kot Velenje narediti na tem področju. Tisto, kar smo do danes že vemo, je pravzaprav to, da v tem trenutku nekih novih tehnologij, ki bi lahko celovito reševali tako velike daljinske sisteme, kot ga imamo, seveda ni in da se s temi izzivi pravzaprav soočajo tudi vsi drugi po Evropi. Tudi veliko bolj zelena mesta, v narekovajih seveda danska mesta ali pa Švedska in druge, kjer pravzaprav se dogajajo tudi tovrstne preobrazbe, ni nekih enovitih tehnoloških razvojnih rešitev. In zato sem tudi večkrat v šali povedal, da mi bi najraje seveda zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja naredili čez 10 ali pa 15 let, ko bodo prišle nove tehnologije, ampak nažalost toliko časa nimamo. Tako da v tem trenutku aktivno razmišljamo o postavitvi biomasnega postrojenja in pa potem postavitvijo sončnih kolektorjev za toplotnimi izmenjevalci. S tem bi lahko nekje 40 do 50% te toplotne oskrbe že zagotovili, predvsem bi pokrili letni čas, v zimskem času bi pa še potrebovali seveda nekaj dodatne energije. Ampak vse to so sedaj seveda akcijski načrti, ki bo predstavljen na tej seji. Na to sledijo benchmark analize, ki bodo na nek način pokazali samo ekonomiko posameznega projekta. Predvsem moramo pa začeti pri sebi, jasen cilj imeti, da želimo v naslednjih 5 letih porabo energije znižati v mestni občini Velenje za 20 ali pa 30%, in to bo pa pravzaprav naša družbena odgovornost. To seveda pomeni, da bo potrebno energetsko sanirati vse te stavbe. Že danes vidimo 2 primerljivi stavbi, ki sta med seboj, da tista, ki je energetsko sanirana, da ima 30% nižje stroške kot tista, ki energetsko še ni sanirana, in to bomo morali kot družba sprejeti. Mi pa poskušamo na ravni Evropske komisije tudi zagotoviti še dodatna finančna sredstva, da bi poskušali tudi z temi mehanizmi iz naslova prestrukturiranja zagotoviti finančna sredstva, da bi ljudje še bolj spodbujali k temu. Velenje je primer številnih dobrih praks, tudi digitalizacije. Zdaj čisto s preprostimi besedami, če poveste, kaj to pomeni. Po mojem se s preprostimi besedami digitalizacije ne zna opisati. Digitalizacija je pravzaprav vedno bolj prisotna pri vsakdanjem življenju, na vsakem koraku, ki jo spremljamo, bodisi v prometu, zdravstvu, izobraževanju, v podjetjih, tudi v javni upravi. Skratka, poskušali bomo seveda s to strategijo, ki je izjemno dobro zastavljena, ki so jo pohvalili mnogi strokovnjaki, na nek način zagotoviti in s temi cilji in ukrepi, ki so znotraj tega predvideni, tudi priti do tega, da bomo iz leta v leto seveda se uspešno digitalizirali. Digitalizacija je zelo drag šport, tega se moramo zavedati. Po nekaterih izračunih bi morala lokalna skupnost v prvem letu približno $500 000 nameniti za to, da bi celoten postopek digitalizacije seveda začeli izvajati na tem nivoju, kot ga sami seveda želimo, torej na zelo visokem nivoju, in potem vsako leto nekaj 100 000 evrov še vnašati v to. To seveda pomeni, da bi mi ljudem preko različnih načinov približali, bom rekel, vsakodnevna opravila, da ne bi bilo več toliko birokracije, da ne bi bilo več toliko poti, da bi tudi hitreje se odzivali na razne napake ali defekte, ki se dogajajo v našem mestu. Skratka, vse to je digitalizacija, tako da je zelo širok pojem in če bi ga želel na kratko
z nekaj besedami povedati, bi verjetno marsikaj tega izpustil in bi me hitro kdo želel popraviti, da temu ni tako. Pohvalite se lahko še z enim uspehom, in sicer Velenje je bilo izbrano za enega izmed 100 EU podnebno nevtralnih in pametnih mest. Živimo v krasnem mestu. Ja, res je. Sodelavke, ki so pripravljale to prijavo, so bile nekoliko skeptične na začetku. In se prav spomnim trenutka, ko je prišla do mene sodelavka in rekla: župan, tole pa mi ne bomo dobili, to smo pa mi premali. Sem rekel: vi kar spomnite prijavo, pa bomo potem videli, ne. In je bilo kar nekaj dela s to prijavo, izjemno zahtevna je bila. Potem, ko smo pa na nek način ugotovili, da smo prišli med 100 podnebno nevtralnih mest, se nam je zdelo na začetku nekaj, ok, smo bili uspešni, smo tako kot pri mnogih drugih projektih. Ko sem se pa v preteklih dneh mudil v Bruslju, kjer smo imeli pa to prvo srečanje predstavnikov občin, 100 občin oziroma mest, smo pravzaprav videli, v kakšni družbi smo. Da smo v izjemno eminentni družbi, od katerih, ali pa družbi mest, od katerih se lahko zelo veliko naučimo. In prvi korak je sigurno povezovanje z primerljivimi mesti, kot je na primer Leipzig, kjer tudi še ima premog in tudi izstopa iz premoga, pa je tudi zelo razvojno naravnano mesto. Skratka, poiskali bomo tukaj partnerje. Ta misija pa seveda pomeni, da bomo mi tudi veliko lažje prihajali do določenih sredstev in da bomo seveda s temi sredstvi lahko še bolj obogatili naše mesto z nekimi zelenimi projekti, z trajnostnimi projekti, in mislim, da je to izjemna dodana vrednost. Bi pa želel samo še to dodati, da seveda to ne pomeni, da mi pristajamo na to, da jutri zapremo premogovnik Velenje pa termoelektrarno Šoštanj, zato ker se zavedamo, da to ni izvedljivo. Je pa to korak k temu, da bomo seveda te korake, trajnostne korake, zelene korake veliko hitreje in pa veliko lažje sprovedli, sploh v luči tega, ker bomo imeli dobre partnerje, ker bomo imeli odlične svetovalce in seveda tudi več finančnih sredstev kot sicer. Prav gotovo se boste gledalke in gledalci strinjali, da res živimo v krasnem mestu Velenje. In ko vas, župan, takole opazujem, to vedno poudarim na 4 oči, kar ima mesto priložnost. Pri teh zadevah, ki jih razlagate, pokažete tudi svoje čustva. Kako ste ponosni na vse te uspehe, ker veste, koliko je garanja, koliko je truda, koliko je odrekanja skupaj z vašimi sodelavkami in sodelavci. Ja, lahko rečem, da so tukaj seveda prisotna posebna čustva, predvsem zaradi tega, ker se zavedam, da pravzaprav sodelavke in sodelavci skupaj z vodstvom seveda poskušamo resnično vsak dan iskati neke nove rešitve. Veliko lažje bi nam seveda bilo, če bi se zadovoljili z minimalnimi stvarmi, pa bi dejali, da to, kar imamo, da pač sredstva poskušamo, kolikor jih imamo, izkoristiti, jih umestiti v različne projekte. Tako smo pa vedno na preži. Veliko smo na poteh, veliko raziskujemo, veliko se povezujemo in že večkrat smo tudi dokazali, pa sedaj še tudi s to misijo 100 podnebnih mest, da se splača, da če vztrajaš, če imaš željo, če imaš vizijo in tisto pravo energijo, potem si lahko uspešen. In mislim, da je to tudi dokaz za vse sodelavke in sodelavce, da smo na pravi poti, da dobro delajo, da so pa še vedno možne izboljšave. Tega ne pozabim nikoli povedati, kajti ljudje moramo biti seveda, ali pa vsaj moramo poskušati biti vedno boljši. To nas žene naprej, to nam na nek način povzroča neke nove želje, neke nove motive, neke nove ideje, ki jih potem implementiraš v svojem okolju in navzven se potem seveda tudi veliko tega pokaže. Velenje je tudi kandidat za nagrado Zeleni list, zato bomo rekli bravo Velenje. Kandidati smo tudi v zelo mešani družbi različnih evropskih mest. Ali bomo izbrani ali ne, bomo videli. V vsakem primeru je pa to tudi dokaz, da Velenje je veliko lepega in dobrega naredilo za našo zeleno preobrazbo.
da kljub naši elektrarni in našemu premogovniku Velenje živimo v najbolj čistem okolju v Sloveniji. Tega se premalo zavedamo in zato tudi tistim nevladnim organizacijam, ki večkrat rečejo, da je potrebno danes zapreti termoelektrarno Šoštanj oziroma premogovnik Velenje, zastavim vprašanje, kako je potem mogoče, da mi, ki živimo v tem okolju, imamo pa najčistejši zrak in potem nekega odgovora ni. Skratka, smo zeleni, če bomo dobili ta naziv ali pa to priznanje, bo seveda še to poseben čar. Gre pa tukaj predvsem kot neka zasluga za preteklo delo, za ekološko sanacijo našega mesta, da smo s to prijavo tudi pokazali in dokazali, kaj je Velenje že naredilo, in glede na to, da smo med, ne vem, približno 10 mesti na kandidatni listi, pomeni že zelo veliko, tako da smo tudi s tem že zadovoljni. Lahko pa, da bomo celo ta naziv prejeli. Držimo pesti. Gledalke in gledalci, v nadaljevanju predstavimo še zanimivo, pestro poletje 2022. Gospod župan, preden se dotakneva tega področja, kako se danes počutite na Visti, ko ste tako na odprtem, svežem zraku? Boljše kot v pisarni. Bomo še kdaj takole posneli oddajo zunaj nekje. Vista, pokazalo se je, da smo ljudje željni zabav, prireditev dogodkov. Nekaj pomanjkljivosti se je pokazalo, ki jih pa že odpravljate. Ja, ali so to pomanjkljivosti ali pač tudi na nek način, lahko rečem, človeška razvajena, se ne vem, ampak prav je, da smo pri posameznem projektu seveda optimalni. Zdaj, dogodki, ki so se zvrstili, so bili izvrstni dogodki. Tukaj na Visti pokazalo se je, da je to odličen ambient. Grenak preokus je pa to, da je pravzaprav to največji odprti prostor v Sloveniji in da, ko se enkrat na odprtem prostoru, se seveda je vpliv narave tudi za tako velik. Veliko lažje je delati koncerte v samem mestnem središču, kjer je seveda vse skupaj veliko bolj mirno, ni vetrov, kar seveda tudi pomeni, da ni toliko teh zunanjih vplivov. Tukaj pa ti vetrovi so. In je predvsem ne toliko težava z samim dežjem, kot z samimi vetrovi, ki v nekem velikem sunku velikokrat pridejo tukaj iz strani jezera na Visto in takrat seveda povzročajo tudi določene težave. Mi smo seveda to prepoznali tudi v tem trenutku, zato sem tudi po zadnjem koncertu, ki se ni čisto uspešno zaključil, koncertu Siddharte, tudi povabil že takoj v ponedeljek vse aktualne deležnike, da smo se sestali in da sem jim tudi zadal nalogo, da poiščejo neke ustrezne tehnološke rešitve, kolikor seveda obstajajo, predvsem zato, da bi te prve sunke vetra lahko uspešno blažili. Tako da rešitve so našli, mi gremo v realizacijo sedaj tega, v začasno realizacijo za tole poletje, potem bomo pa videli, kako naprej. Statika smo aktivirali, tako da bomo videli, ali je možna še kakšna nadgradnja tega odra. V nasprotnem primeru bo potrebno pa predvsem se seveda prilagajati vremenskim razmeram in organizator, ki bo vedno moral imeti na razpolago seveda rezervni termin, tako da resnično lahko potem veliko lažje te posamezne dogodke speljemo. Je pa potrebno priznati, da ljudje smo seveda velikokrat se radi norčujemo, če nekaj ne uspe, težko pohvalimo, kar smo že tudi prej rekli. Po drugi strani pa potrebno poznati, da smo mi tudi novinci na organizaciji takšnih dogodkov, tako Festival Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline, nikoli se nismo soočali s tako velikimi dogodki, s tako velikimi projekti. Je za nas to nekaj novega in tudi mi se seveda tukaj smo se že nekaj naučili, pa verjetno se bomo še kaj morali naučiti. Prav gotovo ljudje ne vemo, koliko je organizacije pri izvedbi takšnih projektov, logistike. Konec koncev pokazatelj, da ljudje želijo zabavo, koliko teh odličnih glasbenikov prihaja v Velenje, pa recimo podjetij, ki imajo tukaj piknike pa srečanja. Ja, meni je bilo najbolj težko, ko sem pravzaprav videl predstavnike Mladinskega centra pa Zavoda za turizem, zato sem jih tudi v tistem tednu potem povabil na kratek klepet, kjer sem videl pač žalostne obraze, ampak sem tudi takrat povedal, da ne vidim v tem nič tragičnega. Pravzaprav na vreme nimamo vpliva,
lahko se iz tega nekaj naučimo, nekaj smo se naučili in zato jemljem to zgodbo kot predvsem, da smo mogoče tudi na tej visti že padli, ampak ko se pobereš, ko potem greš dalje, si zaradi tega tudi veliko boljši, tako da pričakujem, da bomo v prihodnosti seveda samo boljši. Je pa res, da to je sedaj precedenčni primer, dogodek Vista, ko nek koncert ne uspe, po drugi strani je pa veliko drugih dogodkov, ki se vsakodnevno izvajajo tukaj na Visti, tako da ljudje zaradi tega niso kaj dosti prekrajšani. Verjamem pa, da bodo v kratkem tudi ti veliki koncerti uspeli tako, kot si morajo. Bova pa rekla tako, župan, slab začetek in dobra popotnica za nadaljne projekte. Ja, vedno je tako. Mislim, da če ne okusiš neke grenkobe, če ne okusiš nečesa slabega, potem se tudi težko izboljšaš in lahko hitro padeš v to stanje, da si zadovoljen z vsem in da vse poteka gladko, pa te potem vmes kaj preseneti in tisti padec je verjetno veliko globlji in hujši, kot si bi ga lahko predstavljali. Tako da, kot rečeno, ne vidim v tem nič tragičnega. Potrebno je pač poskrbeti za to, da bodo seveda tisti, ki so kupili karte, imeli možnost potem izkoristiti tudi to karto v prihodnosti in to je vse. In vpliva na vreme, na vremenske razmere, pa seveda kot župan nimam, tudi od svojih sodelavcev tega ne pričakujem. Velenjska plaža živi, je tudi zaživela kopalna sezona, številni lepi nazivi, tudi kamp je dobil novega lastnika. Ja, jaz sem vesel, da je v kampu nov lastnik, s katerim smo že upravila tudi razgovor. Zatrjuje mi, da si želi biti razvojno usmerjen, da želi ustvariti tukaj dodano vrednost, tako da po teh prvih tednih videnja se nekaj v kampu dogaja, v kratkem bo tudi otvoritev, tako da pričakujem, da bo kamp zaživel tako, kot si naše mesto to zasluži in to bo tudi zelo velik prispevek seveda k razvoju turizma v našem mestu. Povejte mi, župan Mestne občine Velenje, gospod Peter Dermol, čisto iskreno in odkrito, kdo so prvi vaši kritiki recimo pri delu ali pa s kom se posvetujete, ker vem, da prihajate iz delovne, preproste družine. Sta to vaša starša, žena, sodelavci? Ja, največkrat žena. Največkrat je žena, ki me zelo dobro pozna in vidi seveda tudi tiste podrobnosti, ki jih javnost niti opazi. In včasih, ko seveda mi pove kakšno takšno podrobnost, jo gledam, pa tudi vprašam, če je to zelo pomembno. Ja, rečejo navadno, da jaz to opazim, ampak je vedno ona tista prva, ki me seveda zna z neko kritiko tudi spodbuditi, kje sem lahko še boljši, ravno zaradi tega, ker me dobro pozna. Pri sodelavcih je tako, da so nekateri bolj pogumni, drugi malo manj pogumni, ampak se mi zdi, da je vsaka kritika, ki je dobronamerna, vedno dobrodošla. Kot rečeno, tako kot smo prej rekli, da ko enkrat padeš, si lahko samo še boljši. Tudi v županski funkciji moraš rasti in rasti, da, bom rekel, izoblikuješ nek svoj imidž, nek svoj pristop, da tudi se ljudje navadijo na tvoje delo. Vse to so procesi in vse to terja nek svoj čas. Vmes so pa seveda dobri in slabi trenutki, tako kot vedno. Tudi mama in oče? Ja, čeprav me zaradi obveznosti ne vidita več tolikokrat, kot sta me v preteklosti, ampak ja, vedno rada povesta, da me spremljata, da ste me videla tam in tam. Tako da in da sta tudi ponosna? Ja, verjamem, da sta ponosna, da mogoče od mene nista tega nikoli pričakovala, ampak dobro, tudi sam nisem, pa na nek način potem priješ do neke funkcije, ki je sicer zelo odgovorna in je moraš tako tudi jemati. In tudi iz svojega osebnega življenja večkrat mladim želim ravno to povedati. Študiral sem elektrosmer, nisem si predstavljal, da bom kadarkoli župan. Potem sem se za šalo nekega leta 2002 vključil v neko stranko, pa sem bil bolj pasiven, pa potem leta 2008 sem mislil, ok, pa se dajmo malo aktivirati. Potem pač se odprejo neke priložnosti v življenju. Tako da karkoli si v življenju, ko si mlad, zadaš, ni nujno potrebno, da boš to počel celo življenje, lahko da te vmes pot zanese nekam drugam, pomembno pa je, da pri svojem delu uživaš. Ampak ker ste zelo mlad župan, imate prav gotovo veliko načrtov za naslednjih par let, bova rekla. Ja, načrti so, sej
razvijati sedanjost ali pa danes sprejemati odločitve, brez da bi vedel, kam bi naj to mesto šlo, je seveda zelo težko. Si pa želim, da bi bilo mesto v prihodnje tudi tako odprto, kot je danes, da bi bilo tudi ogromno dogodkov, tako kot jih je danes, in da bi seveda ljudje imeli resnično čim boljše pogoje za delo, kar se mi zdi zelo pomembno. Res, da smo socialno naravnano mesto, ampak me včasih kar boli, da mora lokalna skupnost toliko in toliko milijonov evrov namenjati za neko pomoč nekim ljudem, pa so to tisti ljudje, ki seveda vsakodnevno hodijo v službo, in zato si želim, zato si tako prizadevam, da bi resnično z delovnimi mesti zagotovili ljudem dostojnejše življenje, zato ker bi lahko tudi kot občina finančna sredstva ne toliko vlagala v socialno politiko, ampak bi lahko več potem vložili tudi v nekatere druge infrastrukturne projekte, v kvaliteto bivanja, vse tisto, kar pravzaprav ljudje potrebujemo pri vsakodnevnih aktivnostih. Tako da to so neke usmeritve. Predvsem pa, da Velenje ostane srčno mesto, da bomo podpirali vse te društvene in družbene dejavnosti, ki jih imamo resnično zelo veliko, in da bomo spoštovali tudi vsakega kulturnika, vsakega športnika, vsakega posameznika, tudi ali pa predvsem pa ranljive skupine ljudi. To se mi pa zdi, da je zelo pomembno, da ljudje, ko kritiziramo neko odločitev, včasih niti ne pomislimo, da je ta odločitev bila sprejeta ali pa projekt izveden tudi zaradi tega, ker niso vsi ljudje, bom rekel, tako vitalni pa tako sposobni, kot smo mi, ampak da so tudi ljudje, ki so na invalidskih vozičkih, ki se težje gibljejo, pa imajo seveda iste potrebe in iste želje kot vsak drug človek. Pred nami brezskrbno vroče poletje. Kako ga boste vi preživeli in kaj želite vsem našim gledalkam in gledalcem, tudi občankam in občanom? Ja, poletje je seveda potrebno preživeti v dobri družbi, potrebno ga izkoristiti za to, da ležimo na plaži, da seveda se skočimo v vodo takrat, kot se nam to zahoče, da tudi več časa namenimo druženju, in si želim, da bi seveda Velenjčanke in Velenjčani izkoristili to obdobje ravno za to, da bodo čim bolj v dobri družbi, v čim bolj sproščenem vzdušju, da ne bodo v ospredje prihajale skrbi, ampak predvsem tiste pozitivne, lepe stvari, in da se bomo čim večkrat srečevali na velenjski plaži, pa tudi po drugih dogodkih v našem mestu. Seveda pa vsak potrebuje prostor in čas za vdih. Tudi sam ga že kar zelo potrebujem, zato tudi že komaj čakam svoje dopustniške dni, ki bom seveda izkoristil za to, da bom skupaj s svojo družino, in verjamem, da tudi vsi ostali, ki imajo da bi morali imeti to priložnost, da izkoristijo ta čas, da se družijo s svojo družino in da resnično te dopustniške dni preživijo tako, da si napolnijo baterijo, kajti jeseni je seveda novo obdobje, so novi izzivi, in verjamem, da lahko kot družba sproščeni, polni optimizma zremo v prihodnost. Vse pasti, ki nas pa čakajo, seveda bomo morali pa skupaj reševati. Gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Župan z vami. Z nami je bil Peter Drmol, župan Mestne občine Velenje. Gospod župan, lepa hvala za ta pogovor. Želimo zdravja, osebnega zadovoljstva, veliko delovnih uspehov in ostanite srčni še naprej. In še pika na i, vaše želje za občanke in občane, pa tudi gledalke in gledalce, izvolite. Spoštovani občanke in občani, dragi prijatelji Velenja, vesel sem, da sem danes lahko poklepetal tukaj v čudovitem okolju naše Viste. Vesel sem tudi, da živim v tako lepem mestu. Verjamem, da smo veliko dobrega in koristnega naredili. Zavedam se, da je pred nami še veliko drugih izzivov. Predvsem pa, da je pred nami poletno obdobje. Zato je prav, da to obdobje izkoristimo za to, da si napolnimo energijo, da se družimo s tistimi, ki nas pozitivno naravnajo in ki nam na nek način tudi dajejo vse tisto potrebno energijo, ki jo želimo in potrebujemo, zato da lahko vsakodnevne izzive tudi premagujemo. Zato uživajte to poletje, družite se s svojimi najbližjimi in predvsem izkoristite vsak trenutek za to, da naredimo nekaj dobrega za našo Velenje, za našo skupnost in za vsakega občanko in občana.